Spoštovani gostje, dragi sodelavci, gospe in gospodje. Ob snovanju pričujoče razstave sem bil postavljen pred izziv, kako verodostojno in pregledno predstaviti organizacijo, ki v vojaško-političnem zavezništvu združuje približno osmino svetovnega prebivalstva. Zaradi potrebne preglednosti sem jo razdelil na 3 sklope. Prvi sklop opisuje njen nastanek, predhodne pogodbe in oblike združevanj v vojaška zavezništva, upoštevajoč varnostno-politično situacijo v Evropi v drugi polovici 40 let prejšnjega stoletja. Nadaljuje se z orisom trenutne organiziranosti in krogi širitve. Drugi sklop na 2 panovih oriše delovanje zavezništva skozi desetletja. Časovno mersko enoto desetletje sem uporabil, da se navežem na NATO-ve načine delovanja skozi 10-letne strateške cikle. V zadnjem, tretjem sklopu je predstavljen proces slovenskega vključevanja v zavezništvo. NATO prav danes praznuje svojo 75-letnico delovanja, pred nekaj dnevi pa smo Slovenci obeležili 20. obletnico pridružitve zavezništvu. Kot začetek procesa približevanja NATO štejemo leto 1993, ko Državni zbor sprejme resolucijo o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti. V naslednjih 10 letih skozi zahtevni proces približevanja leta 2004 Slovenija postane polnopravna članica zavezništva. Razstavo zaključuje zadnji pano, ki predstavi delovanje Slovenske vojske v NATO, oblike sodelovanja ter slovenski prispevek v zavezništvu. Hvala za pozornost. Spoštovani zbrani, spoštovani gostje na odprtju te razstave, mineva 75 let, odkar se je ustanovila zveza NATO, ki ne samo obstaja še danes, ampak smo tudi kot Slovenija njena polnopravna članica. Ko je bil leta 1949 ustanovljen NATO, so bile razmere v svetu popolnoma drugačne. Takrat se je začela hladna vojna po tistem znanem izreku Winstona Churchilla, ki je dejal, da se je železna zavesa spustila od Ščečina na severu do Trsta na jugu. In seveda začetki hladne vojne in imeli smo 2 zavezništvi na vzhodu, Varšavsko zvezo, na zahodu zvezo NATO, in takrat smo vstopili v bipolarni svet. Seveda Slovenci takrat nismo bili članica nobene od teh zvez, ampak smo pripadali neki drugemu načinu razmišljanja, in potem so bila dolga leta, ko smo Slovenci živeli v nekem drugem sistemu, no leta 1991 pa se nam je končno odprlo to okno priložnosti in smo postali samostojna država. In od vsega začetka je bil naš strateški cilj vstop v Evropsko unijo in zvezo NATO, in to smo tudi pred 20 leti uresničili. V teh 75 letih se je zgodilo veliko stvari. Velikokrat je bil svet na preizkušnji, ali bo zaplaval v vojno, iz katere ni povratka. Spomnimo se leta 1961 ob kubanski krizi, pa potem so bile še tudi leta 1961, ko je bil postavljen Berlinski zid, in še druge krize, ki smo jim bili priča. No, po koncu hladne vojne pa se je zdelo, kot da je NATO izgubil svoj smisel bivanja in obstoja,
in spomnimo se leta 2019, ko je bilo celo rečeno, da je možgansko mrtva organizacija, skratka ni bilo nekako vizije, kako naprej. Seveda pa danes živimo spet v drugem obdobju, leta 24. februarja leta 2022 je Rusija napadla Ukrajino in od takrat naprej so zadeve popolnoma drugačne. Seveda se NATO ne angažira na bojišču, niti NATO ne pošilja orožja in opreme, pošiljajo ga posamezne države, vendar je bolj kot kdajkoli NATO pomemben predvsem kot odvračalna organizacija in obrambna organizacija. Če smo se v preteklosti ukvarjali bolj z ekspedicijskim načinom bojevanja oziroma postavljanja čet in vojakov daleč od naših meja, se vračamo počasi k teritorialnemu principu, se pravi obrambe na lastnem ozemlju in se pripravljamo oziroma vadimo tudi in 3. člen in 5. člen, kajti enega brez drugega ni. Tako da je NATO danes ima polni pomen, ima svojo vlogo še več. Priključili sta se mu dve tradicionalno nevtralni državi, ki sta pravzaprav najboljši pokazatelj, v kakšnem svetu se danes nahajamo. Zato sem vesel, da lahko danes odpremo to razstavo, ki si jo bo, verjamem, ogledalo večje število ljudi, kot nas je danes tukaj zbranih. Ne nazadnje pot vodi v jedilnico, mimo pa bo zagotovo se kdo ustavil. In zanimivo je videti od začetka do današnjih dni, kako so bila posamezna obdobja, ki smo jih danes že pozabili, kako je bilo zanimivo to 20. stoletje in pa tudi prvih 20 let 21. stoletja. Jaz se zahvaljujem za postavitev te razstave. Verjamem, da smo mi kot ustanova prvi poklicani, da imamo tako razstavo in želim prijeten ogled. Vsekakor pa želim tudi Zvezi NATO bogato življenje še naprej in da bi nikoli ne pozabili svojih korenin, se pravi, smo obrambna organizacija. Hvala lepa. Potrebno za kljubovanje novim izzivom, krogi širitve članice, to smo predstavili na drugo, tako najlažje je najlepše. Vsak krog širitve ima svojo barvo, do nas smo mogli še nekaj zadnji krog. Mi smo bili v Sloveniji v 5. krogu, pridruženi drugi val, imenuje se tudi drugi val širitve po koncu hladne vojne. Zavezništvo skozi desetletja v 10 desetletjih. V modri oblički gospoda imamo pa mogoče